in šoferje, v zdravnike in frizerje. Ja, ja, mi rastemo. Mi rastemo. Erik, kaj pa je bilo zdaj to? No. Oj, ježišna. A mi boš povedal, kaj je bilo to? No, tudi prav. Pa. Te so pa moje. Ja, ampak sem jih pa pripravljena deliti s tabo. Če si se ti pripravljen, malček, pogovoriti z mano. No, povej, babici, mišek moj, kaj te teži? Megi pa Rok sta dva driskasta tečna kakca. To pa ni bilo lepo, kako govoriš. Če pa sta. Ja, zakaj pa? Rok je bil tak pacek do Megi. Med malico je nagajal, jo cukal za njene čopke in rekel, da je čudna, ker ima temno kožo. Oj, ježišna. Ja, in jo pol sem pa jaz prišel do njega, pa sem mu rekel, da naj neha, pol me pa vdrinil. To pa res ni bilo lepo od njega. No, in pol sem šel do Megi, pa sem jo vprašal, če vse je v redu, in pol je še ona meni vdrinila. Tok sem jezen. Ja, vidim, ja, mišek moj. A veš, kaj bi mogoče pomagalo? Kaj? Če tečeš 3 kroge okoli hiše. Okej. No, a si kaj bolje? Ne. Hej, mišek moj, a si ti že kdaj slišal za meditacijo? Kakšno meditacijo? Ne, meditacijo. Ne, nisem. A se spomniš, ko si zadnjič zjutraj zares zelo zgodaj vstal in si me našel na vrtu, kako sedim po turško? Vse, pa čisto tiho si bila, pa oči si imela zaprte. No, takrat sem meditirala in sem se sproščala. Jaz sem pa mislila, da si se samo sedla pa zaspala, ker si že stara. Ne, meditirala sem. A veš, temu se reče meditacija. Zato, ker to počnem vsak dan, vsako jutro, da se sprostim, ker sem bila tisti dan zelo, zelo slabe volje. Zakaj? Ja, zato, ker so mi pavški pojedli vso solato, pa še svojo najljubšo vazo za rože sem razbila. Ampak ti si bila čist prijazna ta dan. Ja,
A veš, Mišek moj, zato, ker sem meditirala in sem se tako lepo sprostila. A bi poskusil? Ne vem. No, če ne veš, če ne poskusiš, potem ne veš, a ni tako? Ja. A? Kaj praviš? Ok, bom. No, lepo se udobno usedi. Ampak kaj pa, če mi bo začela Rita boleti od sedenja? Ti si res dolgo sedela. No, prav, Mišek, potem pa narediva tako, potem pa se udobno uleži. Kaj pa, če mi bo telefon zazvonil, pa bo nekdo zelo pomemben? Bova dala ta čas telefon lepo na tiho in bova videla, če naj jo bo kdo klical in ga bova potem. Kaj pa, če bo nastal požar, pa bo letalo padlo ali pa bodo vesoljci prišli? Ja, Mišek, zlati moj, prav nič takega se ne bo zgodilo. Nič takega na tem svetu, ko si boš ti lepo vzel čas zase. Ok. No, pa pridi, Lulu, k meni. Takole. No, takole, Mišek, lepo se uleži in se sprosti. Tako, sedaj pa globoko vdihni in izdihni. Počasi, Mišek, vdihni in izdihni. Vedno počasneje. Babi, nos me srbi. Me popraskaš? Mišek, vse bo v redu. Sedaj pa počasi dihaj pa. Vdih in izdih in lepo zapreva zadrgo čez usta. Samo dihava. Tako. Samo lepo počasi dihaj. Zapri očke, zapri usta in počasi dihaj. Počasi dihaj. Tako, ja. Sedaj si pa predstavljaj, da imaš nosek tam, kjer imaš popek. Zdaj pa globoko vdihni tja in napolni svoj trebušček z zrakom. Tako. Ja. Super. Vdihni, izdihni. Počasi, pa še enkrat vdihni in izdihni. Sedaj pa kar nadaljuj z normalnim dihanjem. Očke imej kar lepo zaprte in poslušaj zvoke okoli sebe. Slišiš le mene, pa morda tiktakanje ure v sosednji sobi. Zunaj pojejo ptički, sosedje se pogovarjajo. Kakšen avto gre mimo? Morda boš zdaj zaslišal bitje svojega srčka. Vse, kar slišiš, lepo v mislih pozdravi. Veš, da so tam, ti pa se osredotoči in poslušaj svoje dihanje. Kako vdihneš in izdihneš. Verjetno ti zdaj najrazličnejše misli rojijo po glavi. Vse misli zberi skupaj in jih kar lepo v glavi pri sebi pozdravi. Živijo. Zdaj si pa predstavljaj, da si na plaži in da gledaš morje pred sabo. Lepo, modro valoveče, mirno morje.
nad njim pa sinje modro nebo in toplo prijetno sonce, ki te greje. Sonce potuje vedno nižje in nižje. Sončni zahod bo. Sedaj pa vse svoje misli, ki jih še vedno imaš v svoji glavi, zberi v obroč okoli sonca. Skupaj s soncem grejo nižje in nižje in že se dotaknejo morske gladine. Čudovita svetloba je in misli s soncem bo to počasi potonile v morje, še čisto malo in vse je potonilo. Nastala je tema brez česarkoli. Zdaj pa se osredotoči na svoje telo. Če si kjerkoli v krču, samo vdihni in to sprosti z izdihom. Greva sprostiti celo tvoje telo. Prvo greva k stopalom. Ko boš naslednjič izdihnil, sprosti svoja stopala. Tako. Ko boš naslednjič izdihnil, sprosti svoje gležnje, pa še višje, kolena in še višje. Tako, zdaj so tvoje noge popolnoma sproščene. Mehke so in počivajo. Pojdiva zdaj na zgornji del telesa. Globoko vdihni in izdihni spet v popek in sproti svoj trebušček in v svoj hrbet, pa tvoj prsni koš. Vse je zdaj sproščeno. Zdaj pa začuti svoje roke in prstke na njih. In z vsakim izdihom so bolj in bolj sproščeni. Če si ti v misel prikrade kakršnakoli druga misel, zdaj, ko ni čas zanjo, ti samo pusti, da gre mimo, kot cvestni utrinek. Tako. Zdaj pa pomisli na svoja ramena. Tam imamo ljudje najbolj zakrčeno. Globoko vdihni in jih sprosti. Naj ta sprostitev potuje dol po tvojih rokicah, vse do komolcev, vse do dlani in vse do tvojih prstkov. Tako, tudi roke so sproščene. Zdaj pa začuti svojo glavo, usta, s katerimi ješ in govoriš, očke, s katerimi gledaš, ušeska, s katerimi zelo dobro poslušaš, nos, s katerim dihaš, možgančke, s katerimi razmišljaš, lička, brada, lasje in tvoja celotna glava je sproščena. Zdaj si pa predstavljaj, da si odet v svetl, lep, bleščeč, navidezen viteški ščit, ki te bo ščitil. Ščitil te bo pred vsem zlobnim, odganjal bo slabe misli. Znotraj tega ščita boš zdrav, vesel, poln energije in vedno nasmejan. Vitez Erik. Nikoli ne pozabi, da si oblečen v ta samo tebi vidni ščit
in v njem si varen. Počasi zdaj pridi nazaj, kjer si, začuti. Počasi prebudi svoje telo in odpri oči. Babi, to je bilo noro dobro. Me veseli, ti moj vitez Erik. Ja, vitez Erik z najbolj močnim ščitom na svetu. Se bolje počutiš, ja? Ja, to je bilo res dobro. Babi, a bova to še kdaj ponovila? Prosim. Seveda, mišek moj, če želiš, bova. Potem pa lahko meditiraš tudi sam. Ali bova pa skupaj meditirala in vsak zase. Ja. Halo, dober dan. Ja, Erik je tukaj. Prav mu bom dala telefon. Megina mami pravi, da bi Megi rada govorila s tabo. Halo? Čau, Erik. Čau. Mami mi je rekla, da se ti moramo opravičiti. Tako da, oprosti, ker sem te odrinila. Drugače si bil ful prijazen. Vse je že v redu. A bi šel s Hirojem do igrišča? Ok. Prav, se vidva. Dio. Megi se mi je opravičila, pa povabila me na igrišče. A res? Ja. Ja, no, a vidiš, kako se stvari uredijo, medtem ko meditiraš? A lahko grem? Prosim. Seveda lahko greš, mišek moj. Samo smeti spotoma odnesi, prav? Ok. Babi bo pa skuhala večerjo. Ok. Dio. Adio, moj vitez Erik. No, vidiš, zdaj pa je čas za spanje, mišek moj. Ej, babi. No, povej. Veš, kaj sem razmišljal? No, povej. Razmišljal sem, da sem ful drugače razmišljal po najni meditaciji. Meditaciji. Ja, meditaciji. Ja. In še to sem razmišljal, No. da je Megi ful prijazna punca in njena mama tudi, ker je prinesla tortice, ker ona jih peče v službi. Lepo od nje. No, pa tudi od tebe je lepo, a veš? Pa razmišljal sem tudi o Roku. No, kaj si o njem razmišljal? Ja, mogoče ni navajen ljudi s temnejšo kožo, pa se mu je zato Megi zdela čudna. Saj se bo že navadil, ker Megi je res fajn punca. Ja, seveda, zelo sem ponosna na te, mišek moj. No, in kaj si se danes še naučil? Ja, babi, meditirati, pa ful je bilo dober. Sploh, ko sva dihala. To je bilo tako, kot da bi letel. Pa čisto sem pozabil, da sem bil prej jezen. A res? No, in kaj to pomeni? A ja, pa še to, taki babi, pa to, da smo si ljudje različni in da to sploh ni narobe. Ja, vidiš, vse to si se naučil danes. Zdaj pa hitro spančkat, hrabri vitez Erik. Ja. Pa mečkeno pomeditiraj. Lahko noč. Lahko noč. Rada te imam. Jaz tudi tebe. Tako noč bude želel sem, da bo kmalu dober dan. Lahko noč bude želel sem.